Fordova Puma napada tekmeca v enem najbolj zahtevnih segmentov, to je B-SUV, v katerem je majhnih križancev skoraj toliko, kot je peska na plaži. Vseeno pa se uspe prigristi med najbolj uspešne, ker je že zdaj 17. najbolje prodajen avto v Evropi. In ker so okoljski normativi seveda vse ostrejši, je bilo logično, da bodo pri Fordu pripravili tudi električno različico, ki so ji dodali oznako Gen E. To pa zato, da takoj veš, da teče s pomočjo elektrike. Nekih bistvenih sprememb zunaj ni. Dobro, maska je zaprta, platišča so aerodinamična, strešni spoiler zadaj je malo večji, pa napisi so v beli barvi. To pa je to. Moram pa še dodati, da mi je vsaj 7 naključnih mimoidočih reklo, da jim ni všeč v tej barvi. Pa tudi meni bi bila bolj všeč v modri. Gen E ima enako prostorno kabino kot klasična Puma, ker je pač izdelan na isti platformi. Zato tudi sama kabina ni dosti drugačna, so pa vseeno spremenili tole sredinsko konzolo. Zdaj ima 2 nivoja in več prostora za drobnarije, prestavna ročica pa je tule ob volanu. In to je tudi odlična rešitev za več prostora. Vse ostalo je enako kot pri klasični Pumi, odlagalnih mest je veliko, materiali so prijetni, volan mi je sicer prevelik in ker je oglad mi ni všeč, ampak zaradi te oblike baje bolje vidiš na velike digitalne merilnike. Pa moti me še panoramska streha s strešnim oknom, zato ker tudi če zapreš rolo, sonce preveč sije v glavo. Še vedno gre za relativno majhen avto, ki v dolžino meri 4,21 m, pa kljub temu preseneti z velikostjo prtljažnika. Ker nima izpušnega sistema, so lahko megabox pod polico zamenjali z večjim gigaboxom in zato je tule skupno na voljo že kar 574 litrov prostora. Vedno sicer sanjamo, da tule noter vozimo letino hlajeno pijačo, v resnici pa kable. Starejša in nenamenska platforma ima svoje omejitve. V trebuhu je lahko samo manjša baterija, ki ima za vožnje rezerviranih dobrih 43 kWh elektrike, za premikanje pa je kljub temu zadolžen kar zmogljiv elektromotor, ki ponuja 124 kW moči, torej 168 konjev in 290 Nm navora. Električna Puma tako do stotice skoči v okroglih 8 sekundah in doseže hitrost 160 km/h. Avto je tudi slabih 300 kg težji od bencinskega brata, zato seveda ne grize tako dobro čez ovinke, ampak vseeno bolje, kot sem mislil. Malo je nagibanja karoserije, ni nepredvidljivega odnašanja zadka, je pa malo manj udobja, ker na slabih podlagah bolj pretresa in tudi ležečih policajev ne mara preveč. Med vožnjo je stopnja zavorne regeneracije odvisna od izbranega programa vožnje. Pri Eko bo najbolj samodejno zaviral, pri Normal malo manj in pri Sport nič. Lahko sicer tudi ročno pritisnete tipko L tule na prestavni ročici in bo potem sprožilo malo bolj intenzivno zaviranje, ampak to še vedno ni to. Vožnjo z eno stopalko pa lahko drugače aktivirate preko zaslona na dotik. Baterija se preko izmeničnega toka polni z največjo močjo 11 kW, torej bo polna v dobrih 4 urah, na hitrih polnilnicah pa se bo polnila z največ 100 kW med 20 in 80 odstotki. V tem primeru bo polna v 23 minutah in dejansko gre hitro. Tudi sam sem dosegel rezultat 97 kW. Realno stanje pa je takšno, da imam trenutno povprečno porabo 16 kWh na 100 prevoženih kilometrov, pa je bilo pol vožnje po avtocesti, pol po regionalni. Rezultat ni slab, realno me bolj skrbijo hladni meseci, ko bo grelnik zahteval veliko energije in se bo doseg zmanjšal na kakih 240 km. Poleti pa se da tudi 300 in več, odvisno kje in kako vozite. Ford Puma Gen E ni popoln električni avto, zaradi platforme tudi ne more biti. Je pa krasen za nezahtevne voznike, ki dnevno prevozite 50 km. V tem primeru ga boste polnili enkrat na teden ali pa vsak dan zvečer doma. Jaz sem sicer prišel za 2 vmesnima polnjenjima tudi do Blatenskega kostela in nazaj, torej se da tudi dlje, ampak najlepš pač prede v mestu.